Pozdravljeni v današnji epizodi spletne tržnice od Vil do Vilic. Danes gostimo tudi gospo Polono Starc iz Kmetijsko-gospodarskega zavoda Celje. Pozdravljeni, gospa Polona. Dober dan. Pozdravljeni. Zdaj jaz vam bom kar predala besedo, da vi majčkeno predstavite vaše delovanje in vse, kar spada zraven pravzaprav. Ker izvolite. Da vam na kratko povem, kdo smo. Imam eno tako predstavitev s slikami, pa mislim, da bi bilo kar pametno, da jo kar uporabimo. Mi smo Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, smo eden izmed 8 v Sloveniji. Je pa res dejstvo, da pokrivamo največje območje. Kar 40 občin pokrivamo in sicer se pohecamo, da od avstrijske do hrvaške meje, vidite, od Dravograda vse do Bistrice ob Sotli. Tisti, ki ste kaj hodili po tem območju, veste, da gre za kmetije, ki so vse v bolj zahtevnih razmerah. To pomeni, da se kmetuje še precej tudi ročno. Ni tako intenzivno, kot je v ravnini, ampak je pa vseeno tudi precej kmetijsko razvito. Zdaj svetujemo, naš zavod je dejansko organiziran v več oddelkih in eden izmed njih je tudi oddelek za javno svetovanje v kmetijstvu. In sicer svetujemo 10.500 kmetijam na tem območju, ki sem ga pač prej pokazala. Eno izmed področij, ki pa ni glavno, je pa tudi ekološko kmetovanje. In na tem območju imamo registriranih oziroma certificiranih 800 ekoloških kmetij, ki pa ni nujno, da redijo samo živali, lahko pridelujejo tudi zelenjavo ali tudi poljščine. Vidite, to je ena od kmetic, ki ponuja tudi zelenjavo. Imamo tudi prioritetne naloge in ena izmed njih je tudi, da pomagamo kmetom optimizirati obroke za živali. Seveda tudi pridelava zelenjave, ker veste, da Slovenija ni samooskrbna, je ena od prioritetnih nalog. Sicer imamo na tem območju nekje 350 kmetij, ki pridelujejo zelenjavo za trg, pokrivajo nekje 240 hektarov. Preko naših sodelavk za dopolnilne dejavnosti na kmetiji spodbujamo tudi direktno trženje. Takole tudi te kmetije dostavljajo košarice, potem tudi s pomočjo nasvetov, kako to pripraviti, tudi z vidika davčnih predpisov, izdajati račune, kdaj ne, kako potem to poročati na finančni urad. Lepi izdelki, a ne? Imamo tudi strokovnjakinjo, ki sicer pokriva območje cele Slovenije, ki pomaga kmetom pripraviti prostore, bodisi za predelavo mesa, mleka, tudi ostalih kmetijskih pridelkov. Tule konkretno pa vidite tudi klavnico, ki jo lahko imajo tudi kmete registrirane na kmetiji. S pomočjo sodelavcev spodbujamo tudi razvoj kakovosti na kmetijah. Verjetno ste že slišali za dobrote slovenskih kmetij. To sicer deluje v okrilju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Vsako leto nekje maja, žal pač epidemija zdaj zadnji 2 leti tole preprečuje, je bilo mogoče v tem Minoritskem samostanu si to razstavo ogledati in seveda tudi kaj kupiti od kmetij, tudi poskusiti. To je vredno gledati vsekakor. Imamo pa na našem območju tudi 2 zaščiteni geografski označbi, in sicer ena je Savinjski želodec, suhomesnati izdelek, in pa Štajerski hmelj. Ta je pa predvsem tipičen za Savinjsko dolino. Spodbujamo tudi lokalno oskrbo in kratke verige.
To pomeni bližje, kot pridete do kmetijskih izdelkov in pridelkov, boljše je tudi za okolje. Nekje 20 tržnic deluje, ponekod je posluh občin in celo postavijo naše tradicionalne kozolce na mesto tržnice. Takole. Mi kot javna kmetijska svetovalna služba sodelujemo tudi pri prireditvah, nekje 60 do 70 letno se jih izvede na podeželju, to konkretno slika iz Kozjanskega jabolka. To so precej obiskane prireditve, zdaj pač žal epidemija malo preprečila, ampak ko bo spet stanje malo boljše, bomo z veseljem šli še tudi na te prireditve. Zdaj, da niso samo že končni pridelki in izdelki, prikažemo kmetom tudi, kako primere dobrih praks in pa tudi kako pridelovati poljščine in tudi ostale pridelke. Tudi pomagamo organizirati tudi predstavitve kakšne mehanizacije, predvsem takšne, ki pomagajo k temu, da niso tla zbita. To so taka posebna klesala. Ker gre za zavod, kjer smo na tipično živinorejskem območju, je seveda treba poskrbeti tudi, da so živali v hlevih, ki naj bi tudi k njim prispevali, da ne trpijo. Tako da treba izračunati površino primerno, potem osvetlitev, tudi zato imamo sodelavce, ki se na te stvari spoznajo. Najrajši gremo na oglede primerov dobrih praks. To je recimo en sadovnjak, ki ima kapljično namakanje. Zdaj ga tudi nadgradil z oroševanjem, ker veste, da vsako leto očitno nas čakajo pozebe. In če želimo imeti naše lokalno sadje, je treba tudi to vrstne zaščite se lotiti, čeprav je draga. Ker imamo pa na eni strani pozebe, na drugi strani zdaj tudi zime niso več take, kot so bile, imamo za nameček tudi dolgotrajne suše in če želimo seveda pridelke, je treba urediti namakanje. Seveda z ustreznimi dovoljenji in tudi napeljavami. Tudi to se da pogledati. Naše poljščine, zelenjava in vse to, kar pač pridelujemo, se bori tudi škodljivci. Tudi zato imamo strokovnjake, ki grejo na teren, pogledajo in potem tudi svetujejo, kako se boriti s tem. Včasih gre s kemičnimi sredstvi, velikokrat se da pa tudi z kakšnimi organizmi, ki so naravni sovražniki teh organizmov, ki nam delajo težave. Na tem našem zavodu imamo tudi srečo, da imamo svetovalko, ki je specializirana za turistične kmetije. To je ena od vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Dopolnilne dejavnosti so pač tiste, ki omogočajo dodatni zaslužek na kmetiji. In ponekod celo predstavlja tisti poglavitni del dejavnosti. Zdaj, s turističnimi kmetijami ste se verjetno posebej dogovorili, da se predstavijo. Se pa tu predvsem dela veliko na izobraževanju in ogledih primerov dobrih praks. Letno se tudi turistične kmetije srečujejo in sicer po različnih koncih Slovenije. To združenje izda tudi kataloge turističnih kmetij in sicer v 6 jezikih in kar v precej izvodih. To se da tudi naročiti preko posebne spletne strani njihove. Lahko se pohvalimo, da na tem območju je registriranih kar 300 predelav na kmetijah, in sicer ne samo mlečni izdelki, tudi mesni, tudi predelava zelenjave. Vse to je na tem območju. 100
kmetij ima registrirano peko kruha. Lahko dobite kruh na takih kmetijah, ki je pečen iz krušne peči oziroma celo da ima kmetija svojo moko, kot prideluje pšenico, piro in ostalo, z česa se pač da kruh steči. Tudi zelišča so perspektivna, tako da tudi iz zelišč se da marsikaj pripraviti. Mogoče je smiselno opozoriti še na učne kmetije. Sicer zdaj pač zaradi covida šole in vrtci ne obiskujejo kmetij, je pa zelo v redu, da že čim manjše otroke naučimo, kaj je kmetija. Najlepša vam hvala, da ste si vzeli čas in za tole čudovito predstavitev. Malo ste mi tudi lušte naredila, ko ste tiste potice tam kazala, pa sirčke. Ste žlačni, ne? Ja, tako. Hvala lepa še enkrat. No, želim vam tudi uspešno delo še naprej. Hvala, tudi vam. Za začetek mogoče bi vas prosila, da malo predstavite vaše društvo oziroma združenje, ne društvo, da poveste nekaj na splošno o Deteljici, kaj počnete, kako je vaše poslanstvo, kaj delate pravzaprav. Naše društvo vključuje vse več kmetij iz drugih koncev Slovenije, tako imamo iz Prekmurja, iz Primorske in tudi Dolenjske kmetije in smo črtali statuta, nismo več regijsko društvo, ampak smo vseslovensko društvo. Naše nekako osnovno vodilo je izobraževanje, pomoč, vključevanje kmetij, pomoč pri trženju, tako imamo dve stalni ekološki tržnici, ena je v Celju vsako soboto od 8 do 13 ure, druge pa v Mariboru vsak torek od 8 do 14 ure. Obe ekološki tržnici sta v centru Hipermarket Mercator, kjer seveda vabim naše simpatizerje, pa tudi na koncu potrošnike, da pridete in se skrbite z lokalno plus ekološko idealno hrano, ne? In da si v bistvu res kupite tisto pravo, kar rabimo v teh časih za naše telo. Moraš pol tudi take stvari delati srcem na koncu, ne? Res je, da moraš, zato pravim, da druge kmetije lahko pridejo, da vidijo, kako to je, da ne neki kreden skoči v eno globoko vodo, ne da bi znal plavati, da se malo prepriča, ja, to pa bi bilo super, tu pa se jaz vidim, pa pol te razne tržne poti, ki z nami sigurno veliko lažje prideš do nekih kupcev, do neke prodaje, kajti morate vedeti, da Slovenija nažalost večji del ekološke hrane uvozi, namesto da bi naši kmetje, ki imajo za to idealne priložnosti, sami na ta način kmetovali in ponudili seveda vam in vsem vašim kolegom in mestu Celje in Sloveniji. In lahko rečem, da smo verjetno ena redkih držav, ki nimamo ekološkega izvoza, imamo pa ogromni ekološki uvoz. In seveda z vsem tem ni tako enostavno in ni lahko in seveda mnogi zanemarjajo to varnost, reče, jaz sem si kupil drag avto, ker je varen. Pozabo je pa, da varna je tudi zdravo, ekološka, predelana domača hrana in vse skupaj, bom rekel, super skupaj paše, ampak zanimivo je to, da tudi tisti, ki nimajo dragih avtov, pa si jih ne morejo kupiti, pa se lahko kupi to hrano, ker vejo, zakaj se gre in to je v bistvu vse bolj psihološko, ko pa bi bilo zdaj res podati neki finančni problem in ta prepad, bom rekel, pri nakupu stvari, ki jih ne rabimo, jaz pravim, da ljudje v glavnem kupujejo smeti, ker koliko kruha ostane, pa koliko zelenjave ostane, pa koliko sadja ostane, ker se to ne spoštuje, ker to poceni, ker to sam stran mečemo in dobimo en kup odpadkov, ki so na koncu celo neuporabni, ker imajo preveč težkih kovin in vseh teh snovi. In v bistvu gremo mi v komplet v eno spiralo, ki se bojim, da je nažalost ne bo konca, šele takrat, ko bo nas res vse skupaj, ampak žal res vse skupaj
do konca dotolklo in vsak dan, vidite, zdaj imamo zimske temperature, čez par dni bojo verjetno poletne, pa spet zimske in to je cena našega pohlepa. Žal, preko slej bomo to spoznali, prej bomo se rešili, kaj ti narava je počasna, ampak silovita in silna. Pa zaključiva potem s to pozitivo in tako tudi vam želim, da bo naprej. Še enkrat hvala, da ste bili naš gost.